V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Veseli smo, da ste si vzeli čas in se pridružili bogoslužju v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja Novo mesto, kjer lahko izkusimo povezanost in pripadnost. Prizadevamo si graditi gostoljubno skupnost, ki nas spodbuja, tolaži in navdihuje z Božjo ljubeznijo. Krščanska vera se na začetku novega tisočletja sooča z izzivi nevere in verske brezbrižnosti, kar je seveda resen problem našega časa. Zato dobrodošli v cerkvi, ki ohranja luč upanja v temnem svetu in pristno prijateljstvo z Bogom in sočlovekom. Sedaj pa prisluhnimo obvestilom za naslednji teden. Jutri, v ponedeljek, ob 19. uri, je v cerkvi molitveno srečanje z branjem psalmov. V sredo, ob 19. uri, smo vabljeni na predavanje z diskusijo na temo Bitka s časom. Sedaj pa sledi še posebna najava, posebno obvestilo. Naslednjo nedeljo, to je 20. oktobra, bomo imeli ob 18. uri, torej ob 6. zvečer, na svečanost ob dnevu reformacije, tako imenovano Trubarijado 2024. Sedaj pa bomo zapeli pesem, ki pravi Aleluja, Aleluja. Biblično vodilo današnje nedelje je iz knjige preroka Miheja, kjer pravi takole: Oznanil ti je, o človek, kaj je dobro, kaj Gospod hoče od tebe, nič drugega, kakor da ravnaš pravično, da ljubiš dobrohotnost in ponižno hodiš s svojim Bogom.
Sedaj pa prisluhnimo poeziji iz 119. in 62. psalma. Uči me, Gospod, pot svojih zakonov, čuval jo bom do konca. Daj mi razumnost, da bom čuval tvojo postavo in se je držal z vsem srcem. Vodi me po stezi svojih zapovedi, kajti v njej je moje veselje. Gospod, zemlja je polna tvoje dobrote, uči me svojih zakonov. Pri Bogu sta moje rešenje in moja slava, moja močna skala, moje zavetje je v Bogu. Zaupajte vanj ob vsakem času, o ljudstvo, pred njim izlivajte svoja srca. Bog nam je zatočišče. Amen. Besede milosti in slavospeva pa so naslednje. Gospod je dober tistim, ki upajo vanj, duši, ki ga išče. Dobro je mirno čakati na rešitev Gospodovo. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Drage sestre, dragi bratje, priznajmo svoje grehe. Gospod naš Bog, po svojem Sinu, Jezusu Kristusu, si nam pokazal svojo brezmejno milost, da smemo vedno znova prihajati pred tvoje obličje in moliti k tebi in te prositi za odpuščanje, čeprav smo te tolikokrat razočarali. Tudi v tem tednu je bilo veliko nezadovoljstva, nehvaležnosti, ravnodušnosti, slabih besed in navad. Mnogim smo obrnili hrbet, namesto da bi jim prisluhnili in pomagali. Gospod, naše izgubljene priložnosti nas obremenjujejo, zato te prosimo, bodi nam milosten. Amen. Hvalimo Boga, draga cerkev, iz katerega izvirajo vsi blagoslovi. Hvalite ga vsa bitja tu spodaj, hvalite ga vsa nebeška vojska tam zgoraj. Slavite Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. V nadaljevanju bomo zapeli pesem Naš Bog je mogočen Bog. Naš Bog je mogočen, Bog z močjo, z ljubeznijo vlada On. Nad zemljo vso naš Bog je mogočen Bog. Naš Bog je mogočen, Bog z močjo, z ljubeznijo vlada On. Nad zemljo vso naš Bog je mogočen Bog. Naš Bog je mogočen, Bog z močjo, z ljubeznijo vlada On. Nad zemljo vso naš Bog je mogočen Bog. Naš Bog
Izvolite sesti. Ljudje pogosto poskušamo ugajati drugim zaradi različnih psiholoških, družbenih in čustvenih razlogov. To vedenje je del naše narave, ki temelji na potrebi po pripadnosti, sprejetosti in pozitivnih odnosih z okolico. S tem se skušamo izogniti občutkom osamljenosti, zavrnitve ali kritike, iščemo pohvalo in pozitivne potrditve. Včasih pa se le želimo izogniti konfliktom. Ugajanje vsem ljudem pa je praktično nemogoče, saj imamo ljudje različne vrednote, okuse in pričakovanja. Hudomušen rek celo pravi: nikoli ne boš všeč vsem, nisi pustni krov. Kakšna pričakovanja pa ima od nas Bog? V prvem pismu Tesaloničanom beremo: sicer pa vas, bratje, prosimo in opominjamo v Gospodu Jezusu, da še bolj napredujete v tem, kar ste prejeli od nas, namreč to, kako vam je treba živeti, da boste ugajali Bogu. Sicer pa tako živite, saj veste, kakšna navodila smo vam dali po Gospodu Jezusu. Kajti to je Božja volja, vaše posvečenje, da se vzdržite nečistovanja, da vsakdo izmed vas ohrani svoje telo v svetosti in časti, ne pa v poželjivi strasti, kakor pogani, ki ne poznajo Boga. Naj v tej stvari nihče ne goljufa in ne vara svojega brata. Kajti vse to Gospod kaznuje, kakor smo vam že povedali in izpričali. Saj nas vendar Bog ni poklical k nečistosti, marveč v svetosti. Kdor torej zametuje to, ne zametuje človeka, temveč Boga, ki vam daje svojega svetega duha. Ugajati Bogu torej pomeni živeti v skladu z njegovo voljo, kot to izpostavlja prebrani odlomek. V Pavlovem času je bil greh nečistovanja zelo razširjen, še posebej v poganskih kulturah, ki so obdajale krščanske skupnosti. In čeprav so se časi spremenili, so se mnogi izzivi, ki so jih imeli Tesaloničani, prenesli tudi v današnji svet. Spolna nemorala in nečistovanje se še vedno pojavljata v različnih oblikah. Prevare, pornografija, pedofilija, neurejeni odnosi in zveze. Mediji in današnja liberalna družba včasih celo poveličujejo tak način življenja. Meje med dovoljenim in moralno spornim vedenjem so pogosto zabrisane. To pa nas lahko oropa osebnega in duhovnega dostojanstva. Jezus nas zato poziva, naj spoštujemo svoje telo, saj je Božji dar. Kliče nas, da se izogibamo vsaki obliki nečistovanja, ki bi lahko vodilo v greh in stran od Božje volje. Draga sestra, brat, dragi prijatelj, čudovito nas je ustvaril naš Bog. Ostanimo zvesti svojim vrednotam, prepričanjem in osebni integriteti. Imejmo se radi, ljubimo Boga in svojega bližnjega. In čeprav je težko zadovoljiti vse, lahko svojo pristnostjo, sočutjem in spoštovanjem ustvarimo zdrave odnose, kjer nas bodo cenili zaradi naše narave in dejstva, da smo Božji otroci. In vabim nas, da z naslednjimi pesmimi in hvalnicami skupaj pridemo pred našega Gospoda. Jezus, čudovito je tvoje ime in vreden si, da ti damo vso hvalo in čast. Kdor more, lahko ostane, sicer pa lahko tudi sedimo. Začetku ti si bil beseda, ti najvišji Bog, Gospod. Božja slava skrita v stvarstvu, razodel si Kristus, jo. Čudovito ime imaš, čudovito ime imaš, ime naš Jezus Kristus, kralj. Čudovito ime imaš,
neprimerljivo je, čudovito ime imaš, ime naš Jezus. Nebesih nas želiš imeti, zato poznal si pot do tja. Kljub grehu nas zelo si ljubil, kaj od tebe loči nas. Čudovito ime imaš, čudovito ime imaš, ime naš Jezus Kristus kralj. Čudovito ime imaš, neprimerljivo je, čudovito ime imaš, ime naš Jezus. Čudovito ime imaš, ime naš Jezus. Za slave si obujen življenje, s tabo ne more nihče tekmovati, zdaj in zavedno vladaš. Ti kralj si nad kralji, vreden vse slave, tvoje ime najvišje je. Moč v imenu je Jezus, moč v imenu je Jezus, ime naš Jezus Kristus kralj. Moč v imenu je Jezus, neprimerljivo je, moč v imenu je Jezus, ime naš Jezus. Moč v imenu je Jezus, ime naš Jezus. Moč v imenu je Jezus, ime naš Jezus. Pomočnik, večni kralj, Božji sin, Bog si ti, čudovit, milostiv, Gospod si zmagovit. Proslavim te, Gospod, slavim te, ti si vreden vse časti, si ustvaril vse reči. Bog, slavim te, Gospod, slavim te, moj rešitelj, Bog te slavi. Knez miru, pomočnik, večni kralj, Božji sin,
čudovit, milostljiv, Gospod si zmagovit. Bog slavite, Gospod slavite, ti si vreden vse časti, si ustvaril vse reči. Bog slavite, Gospod slavite, moj rešitelj, Bog te slavi. Bog slavite, Gospod slavite, ti si vreden vse časti, si ustvaril vse reči. Bog slavite, Gospod slavite, moj rešitelj, Bog te slavi. Moj rešitelj, Bog te slavi. In naj zaključimo oboževanje z Davidovim psalmom 139. Gospod, preiskal si me in me poznaš. Ti poznaš sedenje moje in vstajenje moje, mišljenje moje umeš oddaleč. Hojo mojo in ležo mojo zasleduješ in znana so ti vsa pota moja. Ko ni še beseda na jeziku mojem, glej, Gospod jo docela poznaš. Zadaj in spredaj me obdajaš in name pokladaš roko svojo. Taka vednost je prečudovita zame, visoka je, ne morem je doseči. In v nadaljevanju še pravi, zakaj ti si imel v lasti ledvice moje, stkal si me v telesu matere moje, hvalim te, da sem storjen na strašen, čudovit način. Čudovita so dela tvoja, predobro to pozna duša moja. Amen. Amen. In sledi utrinek za otroke, kot smo ravno kar slišali, čudovito smo ustvarjeni. In to ne kot pustni krofi, kot smo tudi slišali, ampak mogoče kot malo drugačni krofi. Pridite, otroci, da vam nekaj pokažem. Nekaj, kar vam je všeč. Pravijo odrasli, da je tudi njim to všeč. Kdo ne pozna najboljše možne krofe iz McDonald'sa? Poglejte ga. Včasih nam starši dovolijo, kaj ne, da se malo posladkamo z njimi. Dobro, otroci, naj vas nekaj vprašam, pridite. Ali imate radi krofe? Ja. Kaj pa odrasli, imate radi krofe? Ja. Seveda, le kdo jih nima rad? Pa naj vas vprašam malce drugače. Če bi vam sedaj rekla, da vsakemu od vas dam po en krof, ali pa vsaj polovico krofa, zagotovo bi bili navdušeni, kaj ne? Kaj pa, če bi vam rekla, da vam dam tole luknjico, tule vmes? Ne? Zakaj ne? Pa saj jo vidite. Aha, ker je prazna. Nima okusa, bravo. Prazna je brez okusa. Si predstavljate, kako bi bilo, če bi se ljudje v življenju in mi kot otroci in mi kot odrasli osredotočali samo na tole luknjo, ne pa na tisto, kar je v resnici krof? Rada bi vas naučila eno modro pesmico, ki pravi takole. Ko se v življenju ozreš naokoli, tvoj cilj naj ne bo karkoli. Raje se osredotoči na krof, ki ga imaš, kot pa na luknjo, ki je itak nikomur ne daš. A vam je všečna pesmica? Pa dajmo še enkrat. Ko se v življenju ozreš naokoli, tvoj cilj naj ne bo karkoli. Raje se osredotoči na krof, ki ga imaš, kot pa na luknjo, ki je itak nobenemu ne daš. Veste, otroci, na žalost gremo danes ljudje čez življenje zelo pogosto na način, da se osredotočamo na tiste stvari, ki nam v življenju manjkajo, torej na luknjo. Premalo pa smo hvaležni za vse tiste stvari, ta velik krof okoli, ki jih imamo. Naj vas vprašam, zakaj ste vi danes hvaležni? Da imate kaj? Zdravje? Kaj še? Mamico pa? Očija? Kaj še? Tisti, ki imate brate in sestre, da se imate s kom za sporeč, pa se komu za opravičiti, torej starše, brate, sestre. Kaj pa za igrače?
Ja, pa za računalnike. Kaj pa za Sveto pismo? Življenjsko knjigo? Tudi. Kaj pa za prijatelje? Poglejte, koliko vas je, imate drug drugega. Kaj pa mi, draga cerkev, razmislimo pri sebi, zakaj smo mi danes hvaležni? Da ne gledamo samo na tisto luknjo, ampak pravzaprav na stvari, ki jih imamo. Pomislimo in tudi danes, ko boste vi šli sedaj k verouku, razmišljajmo o tem, kar imamo, ne pa o tistem, česar nimamo. Kajti, če se ozremo naokoli, lahko hitro zaključimo, da smo zelo blagoslovljeni. Sedaj pa hitro na verouk, kajti tam vas čakajo vaše katehetinje, predvsem pa vaši prijatelji. Le urno. Pred Božjo besedo bomo pobrali še kolekto s pesmijo, ki pravi: sklenil hoditi sem za Gospodom, nazaj oziral se ne bom. Hoditi sem za Gospodom, sklenil hoditi sem za Gospodom, sklenil hoditi sem za Gospodom, nazaj oziral se ne bom. On je pred mano, a svet za mano, on je pred mano, a svet za mano, on je pred mano, a svet za mano. Nazaj oziral se ne bom. Naj bo kar hoče, za njim bom hodil. Naj bo kar hoče, za njim bom hodil. Naj bo kar hoče, za njim bom hodil. Nazaj oziral se ne bom. Mu boste z mano še vi sledili, mu boste z mano še vi sledili. Boste z mano še vi sledili, nazaj oziral se ne bom. Sklenil hoditi sem za Gospodom, sklenil hoditi sem za Gospodom, sklenil hoditi sem za Gospodom, nazaj oziral se ne bom. On je pred mano, a svet za mano, on je pred mano, a svet za mano, on je pred mano, a svet za mano, nazaj oziral se ne bom. Za njim bom hodil, naj bo kar hoče, za njim bom hodil, naj bo kar hoče, za njim bom hodil, nazaj oziral se ne bom. Boste z mano, še vi sledili, boste z mano, še vi sledili, boste z mano, še vi sledili, nazaj oziral se ne bom, nazaj oziral se ne bom, nazaj oziral se ne bom. V imenu Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Draga Božja cerkev, danes, ko sem pogledal otročiče, sem se spomnil svoje mladosti. Spomnil sem se, koliko nas je bilo
mladih in ko smo hodili za Gospodom Jezusom Kristusom. Dragi moji, to je prihodnost cerkve. In na tej prihodnosti treba delati. Hvala Bogu za vsakega izmed nas, ki smo si vzeli čas in prišli na najlepše mesto, na najlepši grič Novega mesta. To je Evangeličanska cerkev Dobrega pastirja Novo mesto. Danes je dan počitka, ko bi lahko kam odpotovali na kakšen izlet ali pa bi samo počivali od napornega tedna. A zavedamo se, da potrebujemo skupnost, potrebujemo Božji dotik, potrebujemo drug drugega in ta želja nas je pripeljala v Božji dom. Lepo pozdravljam pa tudi tiste in želim Božji blagoslov, ki nas spremljate preko YouTube kanala. Današnja vrstica iz Svetega pisma, ki jo bomo brali, je iz 2. lista Korinčanom, 3. poglavje, 6. vrstica, 2. del. Lahko ustanemo ob branju Božje besede. Sicer vrstica je zelo kratka. Črka namreč ubija, duh pa oživlja. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo. Amen. Izvolite sesti. Dragi prisotni, tukaj smo prebrali zelo kratek in krut stavek. Sicer, črka namreč ubija, duh pa oživlja. Toda danes ne bomo govorili o črki, katera ubija, bomo pogledali o duhu, kateri oživlja. Ko govorimo o duhu, ki oživlja, pomeni, da govorimo o Svetem duhu. Sveti duh je oseba, je tretja oseba Boga. Je Bog Oče, Bog Sin in Bog Sveti duh. Obstajajo utemeljitve, ki nam prikazujejo njegovo prepletenost z Očetom in Sinom na eni strani in z nami na drugi strani. Stvar, ki nas mora predvsem zanimati, da je Sveti duh v človeku prikazan v Svetem pismu, kot da je povezan s človeškim umom in da prebiva v človeški um. Pa poglejmo odlomke, ki nam to dokazujejo. Ko je Mojzes potreboval rokodelce, umetnike za izdelavo vzhodnega šotora, je Bog Mojzesu povedal za Becalela, sina Urija, Hurjevega sina iz Judovega rodu. Napolnil sem ga z Božjim duhom, z modrostjo, razumnostjo in vednostjo za vsakršno delo. Nehemija pa piše v Stari zavezi, svojega dobrega duha si jim dal, da bi jih modril. V Jobovi knjigi beremo, toda v človeku je duh, dih mogočnega, ki jih dela razumne. Prerok Izaija nam največ piše o tem duhu. Nam pokaže, da bo Mesija napolnjen z Božjim duhom. Na njem bo počival Gospodov duh, duh modrosti in razumnosti. Povezava med Mesijo, to je Kristusom in Svetim duhom, je prikazana na več mestih v knjigi preroka Izaije. Glejte, moj služabnik, ki ga podpiram, moj izvoljeni, ki se ga veseli moja duša, položil sem nanj svojega duha. Duh Gospoda Boga je nad menoj, ker me je Gospod mazilil, poslal me je, da oznanim blagovest ubogim. To vrstico je Jezus prebral v svoji sinagogi, v svojem kraju, pred svojimi someščani. Temeljna obljuba Stare zaveze o Svetem duhu ali duhu, ki oživlja, najdemo v Ezekielovi knjigi. Dam vam novo srce in novega duha, denem v vašo notranjost.
Iz tega vidimo, da je Sveti Duh oseba, ki vodi človeka, da živi po Božjih navodilih. Ko pridemo do Nove zaveze, beremo obljubo Gospoda Jezusa o Svetem Duhu, o Duhu, ki oživlja. Jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj, Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ga ne pozna. Vi pa ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Beseda parakletos pomeni tolažnik, pomočnik ali odvetnik, vodnik, ki živi v naši notranjosti. Pavel opisuje Svetega Duha takole: Bog nam je dal duha moči, ljubezni in razumnosti. To je tudi jasno iz Pavlove molitve za nas, da bi vam Bog, našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva, dal duha modrosti in razodetja v spoznanju njega in razsvetlil oči srca. Še bolj je jasno besedilo iz Rimljanom 8:6, dobesedno prevedeno iz izvirnika. Mišljenje mesa je smrt, mišljenje duha pa je življenje in mir. Tukaj nam apostol Pavel govori o človeškem umu, ki deluje pod vodstvom Svetega Duha in posluša stvari, ki mu Sveti Duh šepeta. Zato Pavel pravi: vsi, ki se dajo voditi po Božjem duhu, so Božji sinovi. To vrstico lahko beremo tudi takole: samo tisti so Božji sinovi, v katerih prebiva Sveti Duh, ki deluje v skladu z vodstvom, ki jih ga je Sveti Duh daje v njihov Dodajmo še eno besedilo, ki nam pokaže, da Sveti Duh povezuje naše misli z Božjim mišljenjem. Tako tudi to, kar je v Bogu, pozna samo Božji Duh. Mi nismo prejeli duha sveta, temveč duha, ki je iz Boga, da bi mogli spoznati to, kar nam je Bog milostno podaril. Ob tem dodajamo še to, kar je Pavel povedal Galačanom: kjer pa ste sinovi, je Bog poslal v naša srca duha svojega sina, ki vpije: Aba, Oče. Če ste dobro sledili, ker je bilo veliko vrstic iz Svetega pisma, je to zadnje, edino mesto, kjer je Sveti Duh povezan s srcem. Ko govorimo o Jezusu, on je vedno položen v srce vernika. On je ženin in ženina ljubimo srcem. Toda tudi glede Jezusa nam je povedano, da moramo vse misli v našem umu usmeriti v poslušnosti Kristusu. Zelo pomaga zavedanje, da Jezusa ljubimo z našim srcem, Sveti Duh pa nas vodi skozi naš ali razum. Iz povedanega lahko zaključimo, da isti Duh, ki je zaznamoval Gospoda Jezusa, Božjega Sina, zaznamuje vse nas, ki smo Božji sinovi. Iz navedenega sledi, da je glavna naloga Svetega Duha naše duhovno vodstvo. Če je tako, potem se moramo vztrajno truditi, razumeti, kaj so smernice in zagotoviti, da jih imamo, ter da živimo svoja življenja na podlagi njih. Postavlja se nam eno resno vprašanje. Kako nas torej vodi Sveti Duh, ki oživlja? Pravi odgovor je naslednji. Pravim vam torej, živite v duhu in nikakor ne boste stregli po želenju mesa. Kajti meso si želi, kar je zoper duha, duh pa kar je zoper meso. Ta dva si namreč nasprotujeta,
da ne bi delali tega, kar hočete. Vsi mi vemo, da v izvirniku ne piše zemeljska narava, ampak prebrali smo meso. Toda to ne gre za dejanske mišice ali za telo, ampak za nagonske in grešne navade naše pokvarjene narave. Dokler se človek ni spreobrnil k Bogu, je njegov prejemal informacije in zahteve od mesa, ki je v prinašalo svoje želje. Pa je uporabil vso svojo inteligenco, da bi našel sredstva in načine za zadovoljitev želja in poželjenja mesa. Z drugimi besedami, je bil na razpolago le meso, človeški naravi. Toda, ko človek sprejme Gospoda Jezusa v svoje življenje, v svoj se vsadi nova oseba. To je Sveti Duh, ki tam živi kot zastopnik Boga Očeta in kot zastopnik Jezusa Kristusa, Sina. Ta oseba kar naenkrat ugotovi, da se je njegovo življenje spremenilo. Če je doslej njegovo meso ob kakšni provokaciji spodbudilo k določenem dejanju, da bi se odzvalo tako, kot se je pred spreobrnitvijo odzvalo, zasliši glas, ki mu govori: sedaj si Božji otrok in ne počneš več tega, se ne odzivaš več tako oziroma ne govoriš več takih besed. V mislih in dejanjih te osebe sedaj živi Sveti Duh, ki mu govori, da ravna drugače, kot je ravnal prej. Velikokrat bi odreagirali in se odzvali drugače, a nas Sveti Duh opozarja in ponovno pridemo do Pavlovih besed, ki nam pravi: kajti meso si želi, kar je zoper duha, duh pa kar je zoper meso. Ta dva si namreč močno nasprotujeta, da ne bi delali tega, kar hočete. Postavlja nam se pa zopet eno pomembno vprašanje. Kako naj vem, kaj je sporočilo, ki mi prihaja iz mesa, to je iz narave, in kaj je sporočilo, ki mi prihaja od Svetega Duha? To vprašanje, vem, je zelo težko za nas. Apostol Pavel nam da dva seznama stvari, ki jih daje meso, padla narava, in stvari, ki jih daje Sveti Duh. To so stvari, s katerim nas spodbuja meso, padla narava. Sicer pa so dela mesa očitna. To so nečistovanje, nečistost, razuzdanost, malikovanje, čaranje, sovraštvo, prepirljivost, ljubosumnost, jeza, častihlepje, razprtije, strankarstva, nevoščljivost, pijančevanje, žretje in kar je takega. Zelo dolg spisek. Na drugi strani pa so stvari, k katerim nas nagovarja Sveti Duh. Sad duha pa je ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladovanje. Razumevanje teh vzporednih in kontrastnih seznamov je bistveni element v krščanskem življenju in v mislih. V knjigah Nove zaveze jih je kar nekaj takih kontrastov. En seznam tem kontrastov najdemo v 4. poglavlju Efežanom od 25. vrstice in se nadaljuje do 5. poglavlja 6. vrstice. Tako imamo tukaj nekaj primerov. Laž, resnica, jeza, ljubezen, kraja, veselje, dodajanje drugim, vulgarne besede, besede, ki poučujejo in dajo milost. Drugi seznam takšnih kontrastov nam je podan v Kološanom 3 od 8. do 14. vrstice. Na eni strani jeza, sovraštvo, zloba, zlobno govorenje, obrekovanje, laži. Na drugi strani pa srce polno usmiljenja,
prijaznost, blagost, potrpežljivost, popustljivost, odpuščanja in ljubezen. Najboljši seznam teh nasproti nam je dal Gospod Jezus in so bila zapisana v Mateju od 5. do 7. poglavlja, kar se imenuje Pridiga na gori. Zato je seznam stvari, kateri nas podbuja naša padla narava, stvari, ki nas spravljajo v sovraštvo z Bogom in nas izključujejo iz Božje družine. Apostol Pavel pravi za take takole: tisti, ki počnejo take stvari, ne bodo podedovali Božjega kraljestva. Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: Gospod, Gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih. Nasprotni seznam je sestavljen iz stvari, h katerim nas podbuja Sveti Duh, in te stvari nas usposobijo za življenje in občestvo z Očetom, Sinom in Svetim Duhom. Vidite, cela rdeča nit pridige je Bog Oče, Bog Sin in Bog Sveti Duh. Vrnimo se k vlogi Svetega Duha v življenju Božjih otrok, to smo mi. Ključ imamo v besedah Gospoda Jezusa, ko govori o Svetem Duhu. On vas bo učil vsega in spomni vsega, kar sem vam povedal. To pomeni, da je glavni način oziroma to je pot, po kateri nas vodi Sveti Duh. Tudi glavni razlog je, zakaj je dobro preučevati Sveto pismo, in ko ga preučimo, ga bolj razumemo in lahko po teh navodilih tudi živimo. Upoštevati moramo dejstvo, da so bili vsi avtori oziroma pisci Svetega pisma navdihnjeni od Svetega Duha. To pomeni, da če vas kdo vpraša, kdo je avtor Svetega pisma, to je Sveti Duh. Ko nas Sveti Duh spomni besede iz Svetega pisma, nas spomni na tisto, kar je on napisal oziroma pisci po njegovem nareku. Nekateri ljudje pravijo, da so bili vodeni od Svetega Duha, da bi delali neke stvari, katere za njihov pojem niso bile v nasprotju s Svetem pismu. Toda nikakor ni res, kajti Sveti Duh ne nasprotuje sam sebi. To naj bo naše glavno vodilo, odkot izvira vodstvo, če je v nasprotju s tem, kar piše v Svetem pismu, zagotovo ne prihaja od Svetega Duha. Če smo dobro sledili navedene sezname dejanj, katerim nas nagovarja meso, padla narava in stvarem, katerim nas nagovarja Sveti Duh, nam bo zelo enostavno prepoznati vir, iz katerega prihaja k nam nagnjenje in iz katerega prihaja k nam nasprotni nagon. Če je želja potem, da bi se jezili, kričali, razbijali, je jasno, da ta želja oziroma nagon prihaja od našega mesa, od padle narave. Če v taki situaciji zaslišimo šepet, ki nam govori, naj ostanemo mirni in se odzovemo s prijaznostjo, vljudnostjo, ljubeznijo, potem je jasno, da je to glas osebe, ki je v nas, ki se imenuje Sveti Duh. Če se v nas pojavlja želja, da bi lagali, in bo naš dal celo vrsto argumentov, zakaj bi morali lagati, moramo biti prepričani, da želja po laži prihaja od mesa, od padle narave. Prihaja od hudiča, kjer je on oče laži. Ko slišimo šepet, naj bo vaš da in ne, pomeni povedati resnico, ne glede na to, koliko izgubiš ali koliko te stane. Moraš biti prepričan, da ti to šepeta tisti, ki ga Gospod Jezus imenuje Duh resnice.
Vedeti moramo tudi to, če smo govorili laž, smo dejansko poslušali glas hudiča in lagali Svetemu Duhu. Naredimo sedaj prvi korak v razumevanju delovanja osebe Svetega Duha v naših mislih. Na začetku smo se naučili te sezname, nato smo ugotovili vir, iz katerega prihaja ena ali druga spodbuda. Če storimo to večkrat, začnemo postopoma prepoznavati glas Svetega Duha v naših mislih. Vsaka oseba ima poseben ton glasu in nobena oseba nima enakega glasu. Bolj, ko vadiš poslušanje Svetega Duha, bolj ti je znan njegov glas. In njegov glas ti bo bolj domač, bolj umirjen in veš, da delaš prav. Spomnimo se tudi, da se Sveti Duh imenuje tudi Duh svetosti in da svetost, ki je v nas, je delo Svetega Duha. Glavna naloga osebe Svetega Duha v nas je, da nas vodi v procesu posvečenega življenja našega. Zato občestvo s Svetim Duhom pomeni sodelovanje z njim. Pomeni prenehati poslušati duha mesenosti in začeti poslušati Svetega Duha, ki nas vodi v prenovljeno duhovno življenje. Drugi osnovni korak je, da se vedno spomnimo, da je Sveti Duh oseba, tako kot sta Bog Oče in Bog Sin. Zato mora naš odnos s Svetim Duhom biti odnos v ljubezni in v sodelovanju. V Efežanom 5:18 beremo naslednje. Napolnite se z Duhom. Večina teologov pravi, da je to zapoved, da moramo biti napolnjeni Svetim Duhom. Dragi sestre in dragi bratje, povabimo Svetega Duha v našem življenju. Le tako bomo lahko pod njegovim vodstvom. Občestvo pomeni predvsem komunikacijo s Svetim Duhom, pogovor s Svetim Duhom. Če mi poslušamo spodbudo našega mesa, padle narave, takrat žalostimo Svetega Duha. Sveti Duh nas napolnjuje, če mu to dopustimo in si tega želimo. On se ne vsiljuje, ampak spoštuje našo voljo in željo, da živi v nas. Sveti Duh je oseba, ki se je nastanila, smo rekli, v našem umu, ko smo ga odprli in ga povabili v naše življenje. Njegov glavni namen je poveličevati Gospoda Jezusa Kristusa v nas in nas spremeniti po podobi Gospoda Jezusa Kristusa. Ne bojmo se ga, ampak ga imejmo za dobrega prijatelja, ki ima z nami božanske namere. V Janezu 14, od 15 do 22 vrstice nam Jezus pove, da bo Oče poslal Svetega Duha, da bo živel v nas. Prav tako v Efežanom beremo, da se okrepimo v duhovnem človeku in tako bo Gospod Jezus prebival v našem srcu. Ko smo napolnjeni Svetim Duhom in z njegovo ljubeznijo, takrat bomo polni Božje ljubezni in Božjega miru. To dosežemo s tem, ko se naučimo živeti v edinosti in povezanosti s Svetim Duhom. Za konec pa še ena funkcija Svetega Duha je ta, da nas zbere v Kristusovo telo. Da bi izpolnjevali svojo funkcijo kot člani Kristusovega telesa, nam Sveti Duh daje darove v korist drugih in za izgradnjo cerkve. To pomeni, da v cerkvi nismo samo tisti, ki poslušamo Božjo besedo in gremo vsak sebi, ampak da delamo z darovi in talenti, ki jih imamo. Vsak izmed nas lahko prispeva nekaj, kar nas povezuje in kar gradi cerkev v edinosti.
Življenje v Kristusovem telesu nam Sveti Duh urejuje tako, da nas opominja in svetuje. Naj naštejem nekaj primerov. Ljubite drug drugega. Pazite drug na drugega. Opominjajte drug drugega. Učite drug drugega. Nosite bremena drug drugega. Spodbujajte drug drugega. Tolažite drug drugega. Vse to seveda delamo v ljubezni, v duhu ljubezni. Dragi prisotni, v tem razmišljanju o Svetem Duhu, duhu, ki oživlja, smo videli njegovo čudovito delovanje. Sveti Duh lahko deluje, čemu mi dovolimo, on bo deloval in sodeloval z nami. Res je, da nisem nič omenil o moči Svetega Duha, o duhovnih darovih, toda to bi lahko bila že druga tema. Za nas je pomembno, da je Sveti Duh oseba, ki deluje in stanuje v nas. Sveti Duh je del Boga, del Svete Trojice. Bog Oče, Bog Sin in Bog Sveti Duh. Vsak od njih ima svojo funkcijo v naših življenjih in vsakega izmed njih potrebujemo v celoti. Zato še enkrat naglašam. Sveti Duh se ne vsiljuje, ampak nas želi usmerjati v življenju človeka, ki ga vodi, da ne podleže zemeljskim stvarem, kjer ga Sveti Duh pravi čas opomni na posledice, ki sledijo. Vsem nam želim obilo Božjega blagoslova in vodstvo Svetega Duha v vsakdanjem življenju. Amen. Pesem, s katero bomo končali naše bogoslužje, pravi: Pridi tak, kot si, čuj, Duh Sveti kliče. Amen. Pridi tak,
grešnému, k Jezusu Drage sestre, dragi bratje, prejmimo še zaključni blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.